En prisrčen pozdrav. Četrti del bom še posnel o tem Jungu in Freudu, tale, ki me je prosil, mi doniral, je rekel, da mi še donira, če bi posnel še četrti del, ki sem ga kot opcijo nekako nakazal. In pač sem rekel, ne bom se zdaj vrnil v Junga, pa študij Junga, knjige sem že razdal naprej, tiste, ki sem imel od Junga, ga ne jemljem več resno. Ne da se mi, ne, ampak ok, če pa že to nekomu nekaj pomeni, to moje filozofiranje, bom pa začel takole, malo sem si skiciral tole, kar sem napisal, ne. Jung je po razhodu s Freudom, ki je počasi postal svetovno znan, ne, to se je zgodilo po tisti znameniti Ameriki, tam 1910. Pa naprej do 12., 13., 14. leta sta se razhladila. Freud je postal svetovno znan in cenjen, nenazadnje pa tudi slaven, ne, potem je prejel tudi Goethejevo nagrado, Hollywood se je zanimal, da bi snimal filme o njem, pa z njim, ne. Jung, ne, pa je postavljen na nek stranski tir, niti v Freudovi senci ni bil več, ne, planiran je bil pa za njegovega naslednika, tako rekoč, ne, učenec je bil. Po mojem mnenju je Jung ravno zato Freudovo dominacijo v svoje teoretske percepcije vpeljal koncept Boga, ne, kot nadomestek za Freuda. Freud mu je bil dejansko nek oče je pa seveda predhodnik Boga, verjetja v Boga. In Jung postane s tem Bogom, tudi nezavedno s Freudom, obseden, ne, in ga vpeljuje v svoje teorije. Freud pa mi potem po razhodu tudi ni več dajal kompasa, bil je Jung namreč teoretsko potem posledično dezorientiran. Po mojem mnenju se Jung ni dostojno znašel, ko je interpretiral sanje, mislim na svoje sanje, potem po razhodu in sanje svojih pacientov. Koncept arhetipov ni znal povezati s konceptom dnevnih ostankov, ki jih je v interpretacijo sanj vpeljal Freud. Namreč, ko je Jung odplaval v to idejo arhetipov, zdaj sem bolj osredotočen na sanje, pa arhetipi v sanjah, saj budnost je podobna. Freud bi mu lahko, oziroma moral bi mu priskočiti na pomoč in prišepniti, ga opozoriti na vlogo znamenitega dela sanj, kot se reče, koncept dela sanj, kot se reče v Freudovi psihoanalitični interpretaciji sanj. Delo sanj namreč popači sanje, kot se reče, za kar jemlje ravno te dnevne ostanke. Tudi to je koncept dnevnih ostankov, Freudov koncept. Se pravi, jemlje dnevne ostanke, ko pač skuša formulirati latentno sporočilo sanj. In to latentno sporočilo sanj je edino, ki šteje. Torej, manifestne sanje so simbolno strukturirane, simbole pa tvorijo dnevni ostanki, ki jih delo sanj jemlje iz spomina, iz psihe, spomina na življenje. Pač včerajšnjega dne, življenje prejšnjih dni, otroštva in tudi prazgodovine, ker je miselno seznanjen, kaj se je dogajalo v zgodovini, ker študira zgodovino v procesu izobraževanja. Proces izobraževanja vnaša ravno v kontekst dnevnih ostankov dodaten material, ki se potem uporablja v sanjah. In to je Freud, torej Jung, imel potem za neke arhetipe. In ti dnevni ostanki so znameniti, ne, po moji percepciji, ti Jungovi arhetipi, ki jih je Jung v resnici ponesrečeno poimenoval arhetipi. In zato na tej točki lahko rečem, da zavaja te današnje Jungovce, ne. Če mene vprašate, so arhetipi dokaj univerzalni elementi dnevnega življenja, univerzalni v smislu nekoč in danes,
ki so jih ljudje uporabljali kot simbole. Ne? Ampak zdaj uporabljali kot simbole, to zdaj ni retorična fraza. Ne? Predvsem v sanjah se to fino vidi. V sanjah so jih preko teh simbolov, torej preko arhetipov, človek je zakodiral svojo neko čustveno tenzijo preko teh simbolov v sanjah. Ne? Če tudi simbolov, ki imajo v jungovski psihoanalizi status arhetipov. Se pravi, čustveno, individualno čustveno tenzijo, ne arhetipsko, nacionalno čustveno tenzijo, ampak individualno tenzijo, ki jih je morila, ne? V dnevnem čustvovanju jih je morila, in potem se pa v sanjah, kot kraljevski poti do nezavednega, ne? Če je freudovsko rečen, čeprav gre za kraljevsko pot do simbolnega, ki se je pa v sanjah potem manifestirala. Ta tenzija čustvena. Namreč, recimo, en vulkan je znan Jungov arhetip, po mojem psihoanalitičnem videnju, simbol čustvene tenzije, neke potlačitve, mogoče zgolj izrivanja. Obstaja distinkcija med potlačitvijo, ta se ne da ozavestiti, izrivanje je pa nekaj, kar lahko ozavestimo. Ampak oboje ima status potlačitve, tudi izrivanja. Ne? In ta čustvena tenzija je potlačena ali pa izrivana, sili na površje, torej v zavest. Ne? In potem lahko tudi izbruh, ima tendenco izbruha v obliki tesnobe ali pa paničnega napada ali pa neke depresije tudi. In potem se to v sanjah manifestira skozi sanjanje vulkana. V Freudovi psihoanalizi bi pomenilo, da če nekdo sanja izbruh vulkana, v bistvu sanja svoje psihično stanje, se pravi čustveno tenzijo, svojo težavo, ki ima spontano tendenco, da se v zavesti manifestira, torej pride do izbruha dotične čustvene tenzije, izbruh, ki ga kot potlačitev muči na nivoju nezavednega. Ne? Zavest nič ne ve o tem. V Freudovi psihoanalizi se reče, da se čustveni akcent premesti, premestitev je pač ta mehanizem, v formo, ki jo manifestira oziroma simbolizira vulkan. V samem konceptu arhetipov kot simbolov je zaznati tudi drugi znameniti Freudov sanjski mehanizem, to je pa zgostitev. Ne? V manifestne sanje potem delo sanj sekundarno elaborira, to je spet mehanizem, sekundarna elaboracija oziroma drugotnega obdela, drugotna obdelava je poslovenjen izraz, sekundarna elaboracija, se pravi drugotna obdela v neko inteligibilno, to je Freudov izraz, inteligibilno celoto. V smislu, zato da bi bile sanje inteligibilne, torej smiselne, z repom in glavo, proces sekundarne elaboracije opravi to delo. Ne? V lingvističnem diskurzu bi morali govoriti o metafori in metonimiji. Ne? Sem posnel podcast Metaforizacija in metonimizacija sanj, potem sem en referat pripravil za filozofski kolokvij, kjer gre tudi v športu za metaforizacijo in metonimizacijo športa, tudi v umetnosti se da govoriti o metafori in metonimiji, ampak to je ta lingvistični diskurs. Na nivoju budnosti se seveda arhetipi lahko pojavljajo po podobni logiki, saj od Freuda naprej vemo, da je primarni proces, po Lacanu pa realno, ključ, ne? Da ta primarni proces poteka na nezavednem nivoju in je, ne, primarni proces, simbolno organiziran, ima simbolno formo, simbolno strukturo, ki edina v resnici sploh kaj šteje. Ne? Če hočemo vedeti, moramo gledati v primarni proces, ki ima simbolno formo. Seveda gre v kontekstu za kvantno, v tem kontekstu, za kvantno psihoanalizo, ne? Ki Jung brez Freuda ni bil kos, ne? Tako jaz to vidim. Zato se je zavozlal, se je izgubil,
Še bolj pa so se zavozlali njegovi Jungovi nasledniki. Zdaj vprašanje je, tudi moje vprašanje, ker se ne bom vračal k Jungu, kaj točno je Jung sprva mislil z vpeljavo svojih teh arhetipov. S časoma je pa ta stari Jung, po Freudovi smrti, se je pa zgubil, se je pa zavozlal, se mu je pa malo odpeljalo. Še bolj so se pa zavozlali oziroma zapletli, odpeljalo se jim je kar kolektivno ti Jungovi nasledniki. Se pravi, Jungov so po svoje vzeli kredibilnost ravno ti Jungovi nasledniki. Zdaj, ali kot deklarirani neki psihoanalitiki ali pa kot filozofi. Ker treba je vedeti, da ti kvalificirani jungovski psihoanalitiki in tudi filozofi, pri nam sta znana Igor Škamperle pa Borut Ošlaj. To je bil predstojnik oddelka, ki so meni prepovedali nastopati na filozofski fakulteti, oddelku za filozofijo. Ni bil on ključen, ampak on je podlegel, pa bi lahko se malo bolj zoperstavil. Borut Ošlaj, se mi zdi, da je to ta, ki se ukvarja tudi z Jungom. In filozofi so se spečali z Jungom, ga pofilozofili, kar zdaj simpatično zveni, še posebej po njegovi smrti 1961. leta, se je potem pa Junga vse bolj umeščalo v filozofijo med filozofe. Danes se je psihoanalitik, ker v osnovi mladi Jung je bil psihoanalitik, potem ga je pa odpeljalo v filozofijo, tam je pa mogoče pa meglo rezati. Še bistveno bolj ezoterično obeležje ima Jungov koncept kolektivnega nezavednega. Tukaj je pa vse trhlo, lebdeče, šizmatično, neznanstveno predvsem, nič se ne da dokazati. Na kolektivno nezavedno, ali pa tudi na družinsko nezavedno, tudi nacionalno nezavedno, se v zadnjih letih krasno napleta še ta znamenita ezoterika, katere znanstvenost je tudi vprašljiva, kljub temu, da se zdravniki, recimo tudi genetiki, ko zgubljajo tla pod nogami, ker tam do genov pa ne moreš kaj tako priditi. Ne veš, kaj je vpliv genov, kaj je vpliv okolja. Potem pa vpeljejo ta koncept epigenetike, ki zaznamuje dedovanje. Pa ni nekje izvorno genska domena. In potem pa tle zagata pa popolna, pa zmeda tudi. Inherentni del kolektivnega nezavednega seveda predstavljajo tudi ti že omenjeni arhetipi. Potem je pa ta nacionalno oziroma nacionalno družinsko nezavednega, v taj se dan meglo rezati. Namreč, takole bom rekel, saj ima družina ali pa sorodstvo neko kolektivno nezavedno, seveda ga ima. Ampak ne v takšnem smislu, kot je Jung govoril, oziroma Jung, vprašanje, koliko se je on zdaj lovil, koliko sam pri sebi ne vedel, ampak zdajšnji Jungovci pa govorijo o kolektivnem nezavednem zelo suvereno, družinskem nezavednem, nacionalnem nezavednem. Ne vedo pa, recimo Slovenija, da ima, ne vem, že 500 let en tip družinske vzgoje, ki se deduje pod narekovajih. Deduje v smislu, da se družine lotevajo svojih otrok na zelo pozitiven način, bistveno drugače kot muslimani, ki imajo tam vcepljen še en Koran, ali pa tudi, kaj bi rekel, Nemci so malce drugačni od Slovencev, čeprav podobni, srbska mentaliteta je drugačna od slovenske, ampak ne gre za zaznamovanje te nacionalne nezavednosti skozi, ne vem, epigenetiko, ampak gre za to, da se tipi oziroma paradigma vzgoje prenaša iz roda v rod. In potem smo Slovenci recimo narod hlapcev, kot se reče, ker niso imeli tudi svojega plemstva in so bili naši otroci po kmečko pohlevno vzgajani. Avstrijci so bili pa nekaj več, ali pa Nemci,
Nemci na naših tleh, ne, kočevarski, kakšni Nemci so preseljeni sem, pa tako naprej, ne. Tako je slovensko, arhetipsko ali pa kolektivno nezavedno, rekel je res, da drugačno od muslimanskega, bosanskega, italijanskega, ne, ki je tam pa tam norost, mama mia, ne, religija je tam dol močna, v Sloveniji ni tako močne religije, ne, zadnjih, rekel, 70-80 let celo, ne, od osvoboditve, po drugi svetovni vojni se je cerkev nekje marginalizirala, tako rekoč prepovedala in tipi vzgoje so bili potem pa malce drugačni, ne, ampak se je kar kolektivno slovenska doktrina vzgoje se je poenotila, ne, in se dejansko oblikuje nacionalni karakter, slovensko kolektivno nezavedno, ampak to na čisto drug način, kot veleva ta jungovska percepcija kolektivnega nezavednega. In potem je pa tukaj še pa ta alkimija, ne. Ali če zdaj tole malo prekinbo narediti, ker se mi zdi, da bom potem, ne, raj bom tlele prekinil, pa posnel pol pa še 5. del tega, te komparacije Junga v povezavi s Freudom. Torej, sem mislil, da to zadnji del, ampak bojim se, da mi je telefon crkal, pa ne baterija, nek spomin mi tlele štrajka. Ok, še 5. del bo sledil.